Pozdravljeni v 8. oddaji Druga liga. Oddajo začenjamo s predstavitvijo nogometnega kluba Bravo 1 Interblok. Sledi reportaža tekme iz Radomelj med nogometnim klubom Kalce Radomlje in nogometnim klubom Bravo 1 Interblok, ki jo zaključujemo s pregledom golov, rezultatov kroga, ligaške lestvice in najboljšimi strelci. V rubriki Turbo nogomet se bomo tokrat pogovarjali z Alešem Zavrlom, generalnim sekretarjem Nogometne zveze Slovenije, ki nam bo predstavil svoj pogled na drugo ligo in njen nadaljnji razvoj. Kot mladega upa bomo danes poznali Aljošo Matka, 11-letnega talentiranega fanta iz Črnomlja. V rubriki Legende vam bomo predstavili Aleksandra Kavčiča, nekdanjega nogometaša Doba, Svobode, Stola iz Kamnika, Maribora in Domžal, ki je v drugi funkciji še danes zvest nogometnim zelenicam. Oddajo kot ponavadi zaključujemo s povabilom na tekme 9. kroga druge slovenske lige, ki bodo na sporedu po enotedenskem reprezentančnem premoru in z novim nagradnim vprašanjem, preko katerega se boste lahko potegovali za šal slovenske reprezentance. Nogometni klub Interblok je bil ustanovljen leta 1975 pod takratnim imenom Nogometni klub Ježica. Do osamosvojitve je igral v nižje ligaških tekmovanjih. V 90-ih pa je bil znan predvsem po uspešnem delu z mlajšimi selekcijami in šoli Braneta Oblaka. Pred sezono 1997-98 se je dotedaj tretji ligaški nogometni klub Faktor Ježica združil s Črnučami in igral 2 sezoni v drugi ligi. Povratek med drugo ligaše jim je uspel v sezoni 2003-2004. V prvi sezoni so končali na 9. mestu in obstali v drugi ligi. Že naslednje leto pa zmagali in se prvič v zgodovini kluba uvrstili v prvo ligo. Vodenje nogometnega kluba, ki se je preimenoval v Interblok, je leta 2006 prevzel Joc Pečečnik in klub je v sezoni 2008 in 2009 dvakrat zaporedoma osvojil naslov slovenskega pokalnega zmagovalca. Leta 2008 so osvojili še naslov superpokalnega zmagovalca. Po streljanju 11 metrov, ki je klonil tudi državni prvak Domžal. Po izpadu članov v drugo slovensko nogometno ligo sta se predsednika Interbloka in Bravo dogovorila za sodelovanje na področju nogometnega centra Ljubljana, ki bo združeval vse najboljše lastnosti obeh klubov. V vodstvu kluba so se odločili nadaljevati pot, ki bo temeljila na doma vzgojenih igralcih obeh piramid. Članska ekipa Interblok letos tekmuje pod imenom Bravo 1 Interblok in je odlična odskočna deska za vse mlade igralce. Tradicijo dobrega dela z mladimi v klubu nadaljuje mladinska nogometna šola in vse njene selekcije, ki igrajo v najelitnejših slovenskih mladinskih ligah. Članska ekipa Bravo 1 Interblok je v bistvu neka naslednica lanskih ekip, tako članske ekipe nogometnega kluba Interblok kot nogometnega kluba Bravo, ki je nastopila v 4. ligi, tako da je pa ta ekipa bolj ali manj sestavljena iz predvsem mladih fantov, je pa tudi nekaj starejših, bolj izkušenih. V nogometni šoli nogometnega kluba Interblok trenira približno 150 oziroma 170 otrok z najmlajšimi. Ob tem je tukaj še normalno članska selekcija, ki pa je nekako izven mladinskega programa. Glavni poudarek pri našem delu z mladimi je seveda njihov razvoj, posledično pride tudi potem do rezultata, ki je sploh v kasnejših generacijah prav tako pomemben, vendar glavna stvar je seveda njihov osebnostni razvoj in seveda osebnostne kvalitete nogometne, ki jih probamo dvigovati. Moja trenerska filozofija sloni najbolj na trdem delu, na čim boljši celostni pripravi vsakega nogometaša, se prav tako na kondicijski, tehnični, taktični kot tudi psihološki. Vedno želim pač imeti čim bolj zrele in motivirane nogometaše. Čist taktičnega vidika pa seveda želimo igrati čim bolj napadalno, ker to ponovadi potem prinaša tudi zadetke in zmage. Največji uspehi v bistvu mladinske nogometne šole so bili v preteklih nekaj letih, se pravi v lanski sezoni so kadeti osvojili naslov državnega prvaka in pa kadeti in mladinci skupno glih tako. Potem pred 2 letoma v bistvu so ravno tako kadeti osvojili naslov državnega prvaka in pa v skupni, se pravi, kombinaciji kadeti in mladinci. Jaz mislim, da prva stvar, ki bi se mogla zgoditi, je ta, da bi se mogli izboljšati infrastrukturni pogoji, da se pravi, mogli bi trenirati na naravni travi, ne vem, ekipa bi mogla imeti na voljo celo igrišče, tako da to so nekatere stvari, ki bi se potem verjetno tudi poznale pri samem razvoju igralcev. Mislim, da imamo zelo dobro trenersko piramido, se pravi trenerji od 18 do najmlajših in pa normalno imamo tudi kar nekaj teh dodatnih zadev za nogometaše, se pravi imamo nogometni razred, tako da na fantje hodijo
ob torkih pa ob četrtkih dopoldan na treninge, imamo ogromno število individualnih treningov, predvsem za te starejše fante, se pravi 14 let navzgor. Ja, v naši ekipi je nekaj zelo mladih pa zelo perspektivnih igralcev. Mislim, da nekateri med njimi imajo vsekakor takšne sposobnosti in v končni fazi tudi nek cel psihološki status takšen, da bi lahko v prihodnosti dosegli zelo veliko oziroma naredili izjemne kariere. In jaz seveda jim bom poskušal pri tem zaenkrat čim bolj pomagati in jim tudi to privoščim. V klub najmlajši pridejo nekako samostojno, se pravi, pridejo na poskusne treninge, zdaj ali se najavijo starši trenerju ali pač vodjem mladinskega programa ali skauting službi, pridejo na poskusne treninge, naredijo 3 do 5 treningov in potem se trener ter pomočnik odločita, če dosega neke kriterije za uvrstitev v ekipo. Drugače pa normalno tudi sami, če opazimo kakšnega kvalitetnega igralca, ga poskušamo pač na različne načine zvabiti v klub. Glavno sporočilo bom jaz rekel, da morajo ta nogomet imeti radi in potem seveda tudi uživati tako na treningih kot na tekmah, z veseljem hoditi na treninge, ne se obremenjevati z nekimi rezultati, ker če bojo uspeli priti v člansko konkurenco, bojo že potem dovolj obremenjeni z rezultatom. Prihodnost naše ekipe pa našega kluba je zaenkrat takšna, da želimo seveda čim bolj pomagati pri razvoju vsem tem mladim nogometašem, ki prihajajo iz obeh nogometnih piramid, se pravi iz Bravove in iz Interblokove. Tako da je glavni fokus na to. Zdaj, kaj bo prinesla prihodnost, vemo, da v nogometu se nikoli ne ve, trenutna gospodarska situacija ni najboljša, ampak čez 5-10 let mogoče pa bo spet čisto drugače, tako da pustimo se presenetiti. Trenutno treba predvsem delati in se prepustiti tem stvarem. V nedeljo 2.10. sta se v skoraj polnem športnem parku Radomlje pomerila domači Kalce Radomlje in Bravo 1 Interblok. Interblok je prevladoval prvih 15 minut, v katerih si pregral 2 priložnosti. Domači pa so prvič resno zapretili v 17. minuti, ko se je Lizalović sam znašel pred vratarjem, ki pa je njegov strel lepo obranil. Sledilo je nekaj priložnosti na Interblokovi strani. Domači pa so resno zapretili ponovno šele v sodnikovem podaljšku, ko je poskušal Lunder. Drugi polčas so bolje začeli domači, ki so s prostega strela zaposlili gostujočega vratarja Božjaka. Malo kasneje je Vrhovec skoraj zadel, potem ko se je žoga odbila od domačega obrambnega igralca v prečko. Že v naslednji akciji je Seferović z lepim strelom ponovno skoraj presenetil vratarja. V 68. minuti je za Interblok 11 metrovko priboril Grabič, ki jo je tudi realiziral in postavil izid 0-1. Sledil je še en lep strel Klepčarja, nato pa je 86. minuti sodnik dosodil še eno 11 metrovko, tokrat za domače. 11 metrovko je streljal Lunder, njegov poskus pa je vratar Interbloka Božjak obranil. Do konca je ostalo pri izidu 0-1, kar pomeni, da je Bravo 1 Interblok dosegal pomembno zmago v gosteh. Za nami je spet ena zelo težka tekma, pa tudi dokaj zanimiva, verjetno za vse. Mogli smo pokazati praktično vse, resnično odgarati za to zmago, ampak na koncu mislim, da zaslužna zmaga. Bili smo boljši, nadigrali smo jih v vseh segmentih igre. Jaz mislim, da en tekmec za nas ni bil dorasel. Prišli smo odločni zmagati to tekmo in na koncu se je to išlo. V prvem polčasu je bilo tako, da smo nekako bili tam, mogoče je Interblok za utenek boljši. Oboji smo imeli 2-3 priložnosti, nismo jih izkoristili, tako da je bilo 0-0, čist fair. V drugem polčasu pa na obeh straneh 11 metrovka. Mogoče je Interblok samo posestjo malo boljši, ampak po priložnostih smo bili spet tam. Pač Interblok je realiziral svojo šanso, dali so gol iz 11 metrovke, mi pa žal nismo zabili in to je to. Na 1. oktobrski dan so se v 8. krogu v drugi slovenski nogometni ligi na Konjiški Dobraji pomirili ekipi domačega nogometnega društva Dravinja Kostroj in gostujoče ekipe Roltek iz Doba. Na začetku srečanja je glede na priložnosti imela pobudo ekipa iz Doba, vendar so se vsi poskusi končali zanesljivo obrambo domačega vratarja Čelofige.
v 14. in v 25. minuti Mitraković z glavo ter v 17. minuti Stanko iz prostega strela. V drugi polovici prvega polčasa so se prebudili tudi domačini, vendar so bili v vseh poskusih izvajalci zaključnih strelov na gol nenatančni. V drugem polčasu sta imeli obe ekipi priložnosti za zadetek, najprej v 51. minuti za domače pa podaje Čakša poskus Štanteta, gostujoči vratar Vezirović je bil zanesljiv. V 67. minuti prečka za goste. V 82. minuti po prostem strelu gosta odlično posredovanje Čelofige. Za konec v 88. minuti prosti strel za domače, Štante premalo natančen. Glavni sodnik Mežnar je na srečanju pokazal en rdeč in 3 rumene kartone. Najstrožje je v 47. minuti kaznoval gostujočega igralca Goropičnik Simona, ki si je že v prvem polčasu prislužil rumeni karton zaradi spotikanja. Drugi rumeni karton je zanj pomenil konec tekme. Tekma se je po 90 odigranih minutah končala z izidom 0:0. V 8. krogu druge slovenske nogometne lige so Krčani v zelenih gostili nogometaše iz Bele krajine v vijolično-modrih dresih. Tekma se je pričela v počasnem ritmu, prva priložnost pa je sledila hitro v 3. minuti, ko je po predložku Mostrliča z glavo poizkusil Špelič. Domači so večinoma napadali po desni strani, tako je imel priložnost v 27. minuti Pilipović, ki pa kljub času in prostoru ni najbolje sprožil iz obrata. V 35. minuti je sledila prva resna priložnost za Belo krajino. S kakšnih dobrih 20 metrov je poizkusil Pejić. Zadnja priložnost v prvem polčasu je v 43. minuti pripadla domači ekipi, po lepi kombinaciji Lazanskega in Pilipovića je slednji lepo podal v prostor do Slivška, tudi tokrat pa je žoga poletela visoko prek vrat. V začetku drugega polčasa je igra obeh moštev pokazala nekaj več želje in življenja. Prva priložnost v drugem delu je pripadla Beli krajini, z roba kazenskega prostora je poizkusil Adlešič. V 63. minuti je z prostega strela za Krčane poizkusil Špelič. Najlepša priložnost na tekmi za Belo krajino je prišla iz protinapada, v kateri je bil glavni akter Štukelj, ki je vstopil v 78. minuti, odlično pa je posredoval Veličević. Podgajski, ki je zamenjal Mostrliča, je nevarno prodrl po levi strani, žogo lepo podal do Zupančiča, ki je bil zamenjava za Lazanskega, ta pa je zapravil lepo pripravljeno priložnost. Tudi zadnja priložnost na tej tekmi je pripadla Krčanom. V 86. minuti je po predložku z desne strani Petric z levico strelil mimo vrat. Končni rezultat, Krško Bela krajina, 0:0. Univerzitetni diplomirani ekonomist Aleš Zavrl, generalni sekretar Nogometne zveze Slovenije, zelo dobro pozna razmere v slovenskem nogometu, saj je s krovno nogometno organizacijo povezan od leta 1994, ko je tam pričel z delom kot referent za tekmovanja in statistiko, kasneje pa je postal vodja licenčnega oddelka. Z njim smo se pogovarjali o prihodnosti druge slovenske nogometne lige. Nogometna zveza Slovenije kot krovna nogometna organizacija združuje in povezuje nogometne deležnike številnih ravni. Znotraj naše nogometne piramide seveda svoje mesto najde tudi klubski nogomet, kjer ima posebno mesto tudi drugoligaški nogomet. Nogometna zveza s klubi druge lige sodeluje na različne načine, v prvi vrsti seveda prek vodenja tekmovanj, kjer zasledujemo cilje regularnosti in kredibilnosti same lige, potem prek licenciranja klubov, kjer s pravnimi okviri in usmeritvami pomagamo pri delovanju klubov in nenazadnje tudi s promocijskimi in drugimi aktivnostmi, ki lahko pripomorejo k temu, da se drugoligaški nogomet pozicionira v okviru slovenskega nogometa in našega športa nasploh. Klubi druge lige so v zadnjih letih veliko napredovali, zgodili so se bistveni premiki na področju infrastrukture, klubi so bolje organizirani, predvsem pa se daje večji poudarek pri delu z mladimi. Večina klubov dela zelo dobro z mlajšimi selekcijami, ki so številčno popolnjene, z njimi delajo izobraženi trenerji, posveča se veliko pozornosti na tem področju, kjer mislim, da tudi drugoligaški klubi iščejo svoje komparativne prednosti. Vsekakor je pa treba povedati, da sam vidim drugoligaške klube vedno lokalno povezane, kjer je pomembno, da v ligi igrajo doma vzgojeni igralci, ki lahko pritegnejo seveda predvsem lokalno občinstvo in tudi morebitne lokalne sponzorje.
Bodoči razvoj druge lige oziroma drugoligaškega nogometa je seveda nemogoče gledati ločeno od ostalih segmentov slovenskega nogometa, predvsem klubskega. Zato je na eni strani zelo pomembno, na kakšen način se bo razvijal najvišji rang tekmovanja, se pravi profesionalni del klubskega nogometa v okviru prve slovenske nogometne lige in seveda tudi nižji nivoji na področju amaterskega nogometa v okviru regionalnih nogometnih zvez. V bodoče si sam želim, da bi druga liga nadaljevala z vključevanjem mladih igralcev, da bi to postal pravi poligon za razvoj mladih talentov, da bi bilo vzpostavljeno še več sodelovanja med klubi prve lige na eni strani in drugoligaškimi sredinami in na drugi strani seveda drugoligaški klubi so pomemben del nekega nogometa v posamezni regiji. Vsekakor bomo skupnimi močmi, tako nogometna zveza kot klubi, morali narediti še več na sami promociji, na sami prepoznavnosti, izpostavljati tiste pozitivne lastnosti oziroma pozitivne dogodke aktivno, ki dejansko potekajo v klubih tudi na nivoju druge slovenske nogometne lige in verjamem, da če bomo vsi delali v tej smeri, da nam bo tudi uspelo. Boljšo prepoznavnost drugoligaških klubov seveda ni mogoče doseči čez noč. Tu imajo svoje odgovornosti tako klubi kot seveda nogometna zveza. Po mojem mnenju je ključno kredibilno delovanje, stabilna organizacija in klubi lahko seveda tukaj z izvajanjem svojih aktivnosti na nek dolgoročen, utemeljen način veliko pripomorejo k temu, da se drugoligaški nogomet prepozna tudi širše. In ne nazadnje poskusi nogometne zveze, tudi s posebno oddajo v drugi ligi, lahko pripomorejo k temu, da se drugoligaški nogomet spozna tudi širše pri ljubiteljih nogometa oziroma tudi širše v naši družbi. Enajstletni Aljoša Matko iz nogometnega kluba Bela krajina uspešno usklajuje šolo in nogomet, saj je odličnjak, ki se v vlogi napadalca odlično znajde pred nasprotnikovim golom. Že lansko sezono je z 2 leti starejšimi dečki igral v ekipi U12, s katero se je kot standardni član enajsterice uvrstil v najvišji rang tekmovanja. Leta 2010 se je v Kopru udeležil Milanove šole nogometa, ki jo je obiskalo 200 otrok in tam osvojil pokal za najboljšega strelca. Obiskujem osnovno šolo Lokova Črnomlje, 6. razred. Jaz sem začel igrati nogomet pri 5 letih v Beli krajini. Trenutno igram za selekcijo U12, uspehi so bili dobri, lani smo prišli v prvo ligo. Zdaj pa smo naš največji uspeh, da smo Bravo tu vzeli 6 pik. Igram vse posod, največkrat pa v sredini ali pa v napadu. Pri nogometu mi je zelo všeč kaki streli izdaleč ali škarice. Na treningih se imamo lepo, ko imamo vaje, smo tiho in delamo. Ko imamo pauzo, se malo zafrkavamo, treningi so naporni, pred tekmo so pa lahki. Moj igralec tujini mi je vzornik Messi in Ronaldo. Messi, oba igrata dobro, en ima daj slab dan, pa dober, pa tako. V tujini bi zaigral v Barceloni, zato ker so tam dobri igralci, pa tudi pogoje imajo zelo dobre. Rad bi pozdravil moja 2 prijatelja, Mateja in Blaža, ki sem z njimi prvič začel igrati nogomet in so mi pomagali, da sem postal dober nogometaš. Doma me spodbujajo pri igranju nogometa, pa tudi navijajo zame na tekmah. Lansko sezono sem dal veliko golov, ali pa ne vem koliko. Vzdušje v ekipi je zelo dobro, med seboj se spodbujamo. Če se kdaj kaj skregamo, da se bi kdo kaj tepel, takoj se pogovorimo in rešimo probleme. Aleksandar Kavčič, rojeni napadalec, je svojo nogometno igralsko pot začel pri domačem nogometnem klubu Dob in jo nadaljeval pri Svobodi, Stolu iz Kamnika, Mariboru in Domžalah, kjer je leta 1990 po 20 letih igranja nogometa sklenil svojo igralsko kariero. Tudi danes je stalni obiskovalec nogometnih zelenic, saj v svojem domačem klubu Roltek Dob z ljubeznijo in predanostjo opravlja funkcijo fizioterapevta. Kdaj in kje ste začeli svojo nogometno pot in kdo vas je navdušil za nogomet? Nogomet sem začel igrati z 10 leti v NK Dobu. Za nogomet me je navdušil moj oče, ki je bil dolgoletni kapetan nogometnega kluba Dob. Kakšni so bili takrat pogoji za delo v klubu? Moram reči, da so bili takrat pogoji malo slabši, kot so danes. Danes imamo
glavno pomožno igrišče, igrišče za umetno travo. Včasih tega ni bilo, tako da so danes pogoji boljši. Na kateri poziciji pa ste igrali? Igral sem na poziciji srednjega napadalca oziroma levega ali desnega krila. Zakaj pa ravno napadalec? Mislim, če bi izbirali še enkrat, bi izbrali podobno? Izbral bi isto, zato ker je velik užitek, ko dosežeš gol. Za katero moštvo ste najprej igrali in kako se je vaša nogometna pot razvijala naprej? Najprej sem začel v Dobu, kot v pionirčkih, smo včasih rekli. Potem pa sem šel v domžalsko-kamniško selekcijo. To so bili mladinci, ki so bili najbolj perspektivni v domžalski kamniški regiji. Igrali smo v prvi slovenski ligi. Po mladinski karieri sem nastopil za člane, najprej za Svobodo. Potem sem šel v Stov Kamnik, kjer smo igrali drugo slovensko ligo in se uvrstili v prvo slovensko ligo. Nato sem šel za 1 leto v Maribor. Z Maribora sem šel v Domžale, kjer smo se prav tako iz druge slovenske lige uvrstili v prvo slovensko ligo. V Domžalah sem tudi sklenil svojo nogometno pot. Kaj si štejete za svoj največji nogometni dosežek? Za svoj največji nogometni dosežek si štejem to, da sem igral za slovensko amatersko reprezentanco, da sem bil v vrhu strelcev prve oziroma druge slovenske lige in mogoče to kot zanimivost, da sem na 5 tekmah slovenske lige na vsaki tekmi zabil po 2 gola. Kot napadalec ste dosegli veliko golov. Kateri izmed teh so vam ostali najbolj v spominu? Najbolj v spominu mi je ostal gol, ki sem ga dosegel za Maribor. To je bil moj prvi gol za Maribor. Bil je derbi z Muro. Igrali smo pokalno tekmo. Gol pa sem dosegel tako, da je dani selektor Matjaž Kek streljal prosti strel. Golman je žogo odbil, jaz pa sem žogo pospravil v gol. Zelo pomembne gole sem dosegel v kvalifikacijah iz druge v prvo slovensko ligo, ko smo igrali 2 tekme s Kovinarjem za vstop v prvo slovensko ligo. Tam smo v Mariboru igrali 2-2, doma pa smo zmagali 1-0 in se uvrstili v prvo slovensko ligo, jaz pa sem zabil vse 3 gole. Podobno se je zgodilo tudi z Domžalami, ko smo igrali odločilno tekmo v Medvodah, ki smo jo mogli zmagati, da bi se uvrstili iz druge v prvo slovensko ligo. Takrat smo zmagali 6-2, jaz pa sem dosegel 4 gole. Tudi danes vas lahko srečamo na nogometnih zelenicah oziroma ob njih. Kakšna je vaša vloga trenutno? Po končani nogometni karieri sem bil trener mlajših selekcij v Dobu, sedaj pa sem fizioterapevt članske ekipe, ki tekmuje v drugi ligi. Kot fizioterapevt sem doživel že marsikaj, imel sem že nezavestnega, ki sem ga uspešno oskrbel. Kot zanimivost lahko povem, da sem imel tudi počeno arkado, tudi tega sem oskrbel. Kot zanimivost pa lahko povem, da je potem z glavo dosegel gol, ta isti igralec. Dob je manjši kraj v večji občini Domžale, pa vendar igrate v drugi slovenski nogometni ligi. Kako to? Kdo je najbolj zaslužen v vašem pogledu za to? Jaz sem zelo vesel, da sodelujem v tako uspešnem in organiziranem klubu, kot je nogometni klub Dob. Vsak ima svojo funkcijo. Tu je predsednik športnega društva Bojan Gasjor, ki pomaga s financami in tudi organizacijsko. Potem so tu še drugi ljudje, Marjan Cerar, ki skrbi za mladinski pogon. Potem je tu Miro Smolnikar, ki je tehnični vodja članske ekipe in organizira vse okrog članov. Potem so tu še drugi ljudje od trenerjev, drugih ljudi, ki pomagajo, vsak po svojih zmožnostih. In kaj bi sporočili mlajšim generacijam, kakšno je trenutno vaš pogled na stanje v slovenski nogometni ligi, v obeh? Ja, jaz bi rekel, da se infrastrukturno stanje zelo izboljšuje. Jaz sem že kar nekaj časa v nogometu. Najprej smo igrali 3. ligo, sedaj igramo 2. ligo in moram reči, da je v tem času, ko sem zraven, infrastrukturno se je zelo poboljšalo tudi pri nas in tudi v drugih klubih. Za konec pa bi rekel mladini, ukvarjajte se s športom, to je pozitivno, to je psihična sprostitev in fizično človek ojača.
Za konec še nagradno vprašanje. Povejte, katerega leta je bil ustanovljen nogometni klub Ježica, predhodnik današnjega nogometnega kluba Bravo 1 Interblok. Odgovore na uredništvo afna.nzs.si. Zaradi reprezentančnega premora se vidimo čez 14 dni.